Dario, mogoče za tiste, ki niso tako seznanjeni s cosplayem ali pa izdelavo cosplaya, mogoče lahko nasplošno opišeš, kaj pomeni 3D printing, prop making, kaj so v bistvu tvoje zadolžitve, kako poteka ta proces izdelave, pa materiali, ki jih uporabljaš mogoče? Ja, seveda. Kar se tiče cosplaya, je, tako sem nedolgo nazaj tudi na Instagramu povedal, je čisto odvisno, kateri lik bi ti hotel nekako prinesti v reality. In za začetnike strogo priporočam nekaj simple, nekaj, kar je enostavno, kar nima preveč propov, ker prop making, foam smithing, 3D printing so skille, ko jaz priporočam, da folk se začne učiti po recimo neko malo izkušnjo za cosplay, mogoče po tvoj prvi kon. Ja, ko priješ tisto noter, da vidiš, če je to za tebe. Da dobiš feeling za atmosfero, za folk, za kulturo, ko je za tega, je zelo pomembno najprej ta feeling dobiti in pol se lahko odločiš, kaj boš delo. Jaz osebno, prvi cosplay leta 2016 je bil reboot Dante iz Devil May Cry. Spomnim se te. Ja. Zelo simple cosplay, sem najdel en stari plašč doma, sem eno rdečo majico razrezal, da dodam detaile, classic, belo majico, jeans hlače, to je to. Pa še tisti sprejon barvo za lase. Takrat ni bilo niti časa, niti denarja za lasulje, ker pač high school life, a ne? Nismo niti mogoče vedeli, kaj so še lasulje takrat. Exactly. In zelo simple cosplay, takrat, ko je še bil Makon, smo se lepo dobili, jaz pa Nejo smo šli skupaj, atmosfera je bila da bom in sem se takrat odločil, ok, to je za mene. Naslednjo leto gremo že malo bolj nekaj resnega. Sem začel delati prope z kartonom, kar je actually zelo viable način delati propov. Okay. To pač dober začetek. Ja, tako. Folk se ne zaveda, da lahko z kartona pa paper macheja narediš nekaj, kar zgleda skoraj čisto isto, kot pa če bi ga iz foama. Je res, da malo dlje časa rabiš, in je malo bolj elbow grease not, malo bolj zahtevno je, kot pa foam mogoče, ampak se da narediti nekaj res lepega iz tega. Pa cheaper, ja. Tako, tudi cheaper je dejansko so much cheaper. Če primerjaš mogoče foam oziroma peno, po slovensko, Eva pena, Eva pena, govorimo specifično o Eva peni, ki je malo drugačna kot peno, ki jo mi poznamo, ima pač višjo gostoto, spravi, ima več nivojev gostote, ampak ponavadi Eva pena se specifično uporablja, ker je v bistvu zelo enostaven nanos, barve, in pa dost forgiving je z rezanjem, zelo se da dobro toplotno obdelati, se pravi, lahko delaš dobre krivulje in tako. Kako pa recimo se pena primerja s kartonom, kako oproščujoči v bistvu karton v primerjavi, recimo, če bi delal nekak isti način s peno, kako v bistvu utrdiš karton? Če hočeš dobiti nek malo bolj zmogljiv prop, torej menimo za kako sablo, recimo, za kako čelado, kak armor piece, je boljš načeloma, da se naredi iz pene, zato ker sama pena, tudi če jo ne utrdiš, torej če ne daš kak rezen čez, če ne daš karkoli takega čez, bo zdržala kak padec, mogoče ti bo barva malo šla dol, ampak to se da v easy popraviti, če je kak skaf gor, malo toplote ti ga da ven, tako da ni problem. Z kartonom je pa malo triki, ker lahko porabiš ta klasik način za paper machejem, torej papir, pa malo lepila, pa vode, parkrat daš gor par layerov, dobiš nekaj bolj orang ven, ali pa ta najlažje rezen smola. Tu part epoxy se lahko zmiksa, pobarva v tanke sloje, na 2-3 krat gor, se da pol lepo zbrusiti in je tako, kot da bi naredil 3D natisk, je skoraj isti feeling. Veliko govorimo o materialih. Eva pena, rezin, epoksi smola, dvokomponentna epoksi. Mogoče najprej, kaj vsaka ta specifična komponenta pomeni in mogoče kako lahko dostopamo do njih. Je vse dostopno v našem lokalnem prostoru? Kar je meni nekako na lep način presenetilo, je to, da nisem rabil iz Amazona naročiti. Haleluja! Prav, nahaja se eno podjetje v Radlah, se mi zdi, da je DBK ali DKB, nisem točno ziher. Bomo našli link naknadno. Bomo našli link, ja, bo in description. Kje prodajajo načeloma Eva pena z tale high density je sicer, low density mislim, da zdaj niso imeli, mogoče so zdaj celo dobili, po merah. Tako da lahko dobiš custom mero, recimo 2 metra x 2 metra, če rabiš, lahko dobiš meter x meter, meter x pol metra. In to je načeloma taka, tako si rekel, bolj neka dense foama, oziroma pena, ker če bi dovolj... Pena više gostote in nižje gostote. Ja, ker rabiš, pri peni
mora biti nekaj, kar je dovolj trdo, da dejansko lepo prime lepilo, pa obdrži obliko. Okay. Ker lahko tudi dobiš neko couch peno, naprimer. Couch pena je super, če delaš kak muscle suit, takega, kakšne paddinge, kakšne fursuite, to je zelo pogosto. Neko anatomijo človeka ali pa pošasti ali kakorkoli. Ker je neka debelost, ta pene se da lepo oblikovati, se da lepo zbrusiti. Sicer je pol barvanje pa prekrivanje gor malo težje, ampak ok, to se bomo mogoče pol še kaj ekstra zmenili. Ampak ja, ta Eva pena se da zdaj bolj pogosto dobiti v Sloveniji, pač zdaj, a ne leta 2023 je še bolj easy, kot pa je bilo takrat, ampak sports trgovine imajo veliko tega, ker se tudi uporablja v fitnessi. Ja, to, ko je na tleh tisto, se da, ko imajo vrtci, pa to je ista stvar, v Kopru se je dalo to tudi kupiti, ne vem, 2 meseca nazaj. Čakaj, to lahko večje količine tega? Ja, tako so po 8 pakirane, skup ta pol metra na pol metra so. Sestavljanke oni pa. Tale, ko so tako blokaste, ko se skup sestavljajo. To lahko za cosplayev. Ista je. To mislim, da je centimeter pa pol so. Pač low density je, ja, testa centimeterska. Seveda ni ta prava, pač meni osebno ni the best, ampak za nekoga... In na pinch. Če nimaš kaj druge dobiti. Predstavljal sem, da gre potem za peno bolj nižje gostote, ki bi se načeloma lahko prodajala tudi v kakšni trgovini z igračami, kjer lahko narediš potem podlago za svoje otroke. Točno te podlage se lahko uporabijo za cosplay. Pa tako mislim, v določenih primerih imajo te pene nižje gostote prednost pred uno z višjo gostoto, ali? Načeloma je odvisno, kak del kostima delaš. Če delaš kak armor, bolj classic armor, nekaj, kar se ne bo premikalo, naprimer nek armguard ali pa karkoli, nek pauldron, karkoli takega, hočeš, da ti je lepo, da je trdo, da se ne premika, da se ne benda, rabiš ta bolj gosto peno. Če bi pa imel neki malo bolj organic, neke dele, ko se naprimer povezajo skupaj vmes z peno, je boljši imeti ta low density. Sicer barva zna biti pol problem, ampak so načine, da se tega izogibeš, da tudi če se ta del premika, da barva lepo ostane. To zaradi porne, ker so večje. Ja. Je načeloma akrilna barva, kar se zelo pogosto v cosplayu uporabi, ima ta problem, da ni glih namenjena, da je gor na nek del, ko se po premiku. In zdaj recimo, da jaz imam, kaj bi pa da rekel, imam nek belt, recimo nek pas nared iz pene. In zdaj po logiki bom jaz ta belt odklenil, ga bom dal na razen, stopil ven, grem nazaj not, se bo veliko premikal. In na ta del po strani, glih tam, ko je tisti upor na peni, se bo pač barva skup stisnila in se lahko tudi dol. Lahko poč. Tako, lahko pokne barva. Vedeti moramo, da na svetu ni materijala, ki bi bil namenjen izključno cosplayu. Actually, fun fact, cosplay shop BE, same materijale, ko so za cosplay. Not sponsored, I wish I was. Ciljal sem predvsem na to, da ti materijali so bili na začetku namenjeni nekim drugim namenom. Se pravi, ne vem, v cosplayu se veliko uporablja wood glue, naprimer, lepilo za les. Ali pa določeni primeri, kot je naprimer tekoča guma, ki se uporablja v avtomobilski industriji. Ampak cosplayeri so našli način materijale, ki so pač kompatibilni z njihovim delom. Naprimer, omenjal si akril, ki se zna luščiti ali pa razpokati. In potem uporabljaš določene primere, kot je tekoča guma, ki potem nekako olajša to razpoko oziroma preprečuje razpokanje. Tako da ful ti hvala, Darjo, jaz sem prepričan, da bomo še dajval potem